Beogradu bo od 25. junija do 6. julija potekalo svetovno prvenstvo gluhih v šahu. Med svetovnimi gluhimi šahovskimi mojstri bosta tudi slovenska šahista Andrej Štrucelj in Bruno Glas. 41-letni Andrej Štrucelj trenira šah že več kot 30 let. Poleg uspehov na državnih prvenstvih je bil uspešen tudi na 2 evropskih prvenstvih gluhih v šahu, in sicer leta 2019 v Ukrajini in leta 2023 na Nizozemskem. Tokrat bo za Andreja prvo tekmovanje na svetovni ravni. Andrej je bil pri svojih 12 letih operiran na hrbtenici. Ima blokado od 4. do 11. vretenca in takrat mu je bila onemogočena telovadba v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, ki je obiskoval in stanoval in šolal se tam. Takrat ga je njegov učitelj telovadbe v jesen začel učiti šah. Andrej je že prej malo šah igral z mamo, tako da osnovne stvari je že znal. No, potem je pa začel kar hitro napredovati, ker je imel zelo dober spomin. Ko smo šli kam na obisk kakim sorodnikom, ko so imeli tudi približno isto stare otroke, so že bili slabe volje, ko je prišel Andrej, ker so vedeli, da jim bo rekord porušil. Tako da takrat je začel z šahom, spomin je imel izredno dober, ni pa imel teorije, ne. Zato smo potem v društvu gluhih in naglušnih še takrat v Celju ga tudi imeli včlanjenega in je takrat začel igrati šah za celjsko društvo na teh raznih turnirjih, ko so bili, in tudi na državnih prvenstvih za gluhe in naglušne. In iz leta v leto je dosegal boljše rezultate, napredoval je, potem smo ga vpisali v šahovski klub, da je potem še malo teorijo nadgradil, ker z Andrejem je problem komunikacije in težko mu neke stvari dopoveš. Midva se nekako razumeva, ampak malo težje je. Kadar sva trenirala, je največ je tudi mama pomagala, ne, in ga je opozorila na določene stvari, tako da smo se ustavili pri določeni problematiki in je rešila pogovorno, ne. Andrej je v bistvu iz teh prvenstev gluhih in naglušnih v Sloveniji rastel od, mislim, da tam 23. 24. mesta do prvaka. In potem smo preko zveze dobili vabilo, če bi se Andrej udeležil evropskega prvenstva za gluhe in naglušne v Ukrajini leta 2019. In seveda smo rekli, zakaj ne, Andrej ima veselje, nekaj neznank je bilo, kakšno bo to tekmovanje in tako naprej. In smo rekli, kako bo Andrej psihofizično to zmogel, ker ima problem z hrbtenico, sedenje in tako naprej, ne. Ampak mu je kar šlo. Večja težava je bilo pisanje potez. To, kar smo videli, ti obrazci, ne, in to je bilo treba v angleščini oznako figure narediti, ne, in kam gre na šahovskem polju. In to piše potezo za sebe, ki jo naredi, in za nasprotnika, ki naredi odgovor na njegovo potezo. Težava je pa nastala, ko pridemo v Ukrajino. Mi smo se učili, tako kot je na tej šahovnici, so od spodaj številke, mislim, gor številke, od spodaj črke. Mi pridemo tja, ni številk, ni črk. Prazno šahovsko, mislim, šahovnica, brez številk, brez črk, ne. Ampak Andrej je imel zaradi svojega spomina dobrega, je točno vedel, kje je kaj, in je začel pisati. Prvo kolo je še malo se lovil, ampak potem je pa speljal stvari do konca brez kakih večjih težav, ne.
Šah mu je zelo, bom rekel, v veselje, zelo dobro se počuti, ko igra šah in se ima tudi malo za pomembnega, to se pravi dosega neke tudi rezultate in to za njega kot gluhega pa praktično nemega, ne, ker ne govori in slabi sliši, je to v družbi kar problem komunikacije in to mu tudi nekaj pomeni, da dosega neke druge rezultate. Kot igralec je borben, že zelo fajn obvlada teorijo, tako da nasprotnik je močan. Tudi drugi, ko si domišljajo, da so močnejši v klubu, jih premaguje. Jaz mu želim, da srečno pot, pa tam čim bolj te uspehe, ne? Ko bo pač vsaka partija, ko jo bo odigral, naj bi bila dobra. 15-letni Bruno Glas trenira v šahovskem klubu Kostak Krško. Leta 2021 se je včlanil v Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško. Lani in letos je na državnem prvenstvu gluhih v šahu osvojil naslov državnega prvaka. Bruno bo v Beogradu tekmoval v mladinski konkurenci ter še v hitropoteznem in pospešenem šahu v skupni kategoriji. Šah sem začel igrati pri svojih 6 letih. V bistvu zato, ker mi je oče pokazal, kako se igra šah, ker smo našli eno šahovnico v kleti. In istega leta sem se potem še vpisal v naš klub, ko sem se tudi prijavil v klub. Ja, tako je gotovo, da sem nadarjen in kmalu smo začeli skupaj trenirati. Zdaj imam še nekaj drugih mentorjev, ampak Hilmija me pa vedno spremlja na poti in me motivira, da zmagam še kako partijo. Rad ga igram zato, ker v njem najdem to recimo taktiko ali pa strategijo, ki me navdušuje, da lahko razmišljam in vidim veliko potez naprej in pol tudi, ko dobim kako medaljo ali pa pokal. Že meni zelo pomaga v šoli, mislim, da sem zaradi tega bolj pameten, pomaga mi pri razmišljanju, pa tudi pri socialnih odnosih. Veliko prijateljev sem dobil, ko sem imel turnirje, tako da ja, zelo mi je všeč, da igram šah. Ponosni smo na njegove rezultate. Zrastao je u jednog resnega šahista koji on igra za sve selekcije šahovskog kluba Kostak Krško in je privilegija ima takvoga fanta. Prvo je zelo lepo vzgojen, ima dobru družinu, starši mu stojijo vzadi, to su jedni krasni ljudi. Prvič grem na svetovno prvenstvo gluhih, v bistvu na svetovnih prvenstvih sem že bil, enkrat v Italiji. V bistvu presenetilo me je to, da sem že drugi nosilec v svoji skupini. To je zame bil šok, saj nisem vedel, da imam tak veliki rating ali pa da sem sploh tako visoko. Tako da zdaj pričakujem, da bom vsaj drugi, moram se potruditi, da dobim medaljo. Se bom potrudil po svojih najboljših močeh in bom poskušal doseči zlato. Priprave potekajo dosti solidno s tem, da Bruno je tudi dobar učenc. Zdaj končuje 9-letku, mislim, da je jedan od najboljših učencev na osnovni šoli Jurij Dalmatin. Ima še malo obveznosti do svih tih, od protokola do ocen in do šole. Glede, da sem v tem športu celo življenje, imam velike izkušnje. Jaz sem jedan veliki optimist in zmeri su me rezultati hoteli, tudi pričakujem, da tudi zdaj pričakujem dobre uspehe. S tim ne smemo, ni slučajno vzeti, da je to gotova stvar, treba še nič ni narejeno. Tu pridejo igralci najveći iz bivših republik Sovjetske zveze. Njima ni niti za verjeti, da li su ti rejtingi to, kad mi vidimo na spletni stran, da li je to prav tako. Lahko da makejo zadi. Pričakujem, jaz verjamem Brunu, da je jedan izjemno dobar šahist, da je zelo sazreo u svoji igri, da je ustrajan,
zelo, bi rekel, borbe na plošči, ne bo se predal do zadnjega, ima solidno znanje in z tega aspekta sem veliki optimist. Mislim, da je moj največji vzornik Bobby Fischer, to je šahist iz prejšnjega stoletja. Zelo mi je všeč njegova igra, imel je veliko taktik, strategije in tudi veliko njegovih partij sem si pogledal, poskušam igrati kot on. To bi se rad zahvalil mami in očetu, vedno me spodbujata, mi spremljata na tekmovanjih. Brez njiju ne bi veliko bil, tako da sem zelo vesel, da je imam. Vsekakor, jaz pričakujem, sem optimist in mislim, da se bo poplačalo ta njegov trud in delo. On je recimo sa slabih 10 let znal kmečke končnice od 1 do 200 na pamet. To je tu jedna knjiga, enciklopedija. To je mali broj šahistov v Sloveniji nasplošno. V res velemajsterima se mogu s tim pohvaliti, ne. Tako da on zelo dobro zna, ima dosta široko, bogato znanje, splošno znanje šahista, plus tega sam se trudi, dela tako z mano, tako z jačim trenerjem. Tako da za njega mislim, da je velika budućnost slovenskog šaha in upam, da bo šel v olimpijski komitej sa nekim dobrim rezultatom. Andreju Štruclju in Brunu Glasu želimo srečno pot v Beograd in odlične partije proti nasprotnikom. Njegove rezultate bomo redno objavljali na spletni TV in Facebookovi strani spletne TV, zato nas spremljajte še naprej.